Pozdravljeni. Zadnji aerodinamični stabilizator pri Ferrariju, tisti imenovan Macarena, še zmeraj buri duhove. Ampak danes bomo skušali razumeti, kje je morda največja hiba tega sistema. Na pravkar zaključenem vikendu, ki je bil posvečen veliki nagradi Kitajske, smo zopet lahko videli tisti znameniti zadnji aerodinamični stabilizator pri scuderiji Ferrari. Tako imenovana Macarena ni vzbudila dovolj zaupanja, da bi jo lahko videli na sami dirki, tako za veliko nagrado, kot tudi na sprintu. Ampak verjetno v bližnji prihodnosti bomo na prostem treningu in morda na dirki videli to inovacijo. Ko sem malce razmišljal o tej zadevi, sem prišel do zanimivega zaključka, ki bi ga danes rad delil z vami. Namreč ta sistem obrata zadnjega profila morda v sebi skriva izjemno zanimivo hibo. Hibo, ki jo je možno odpraviti sorazmerno enostavno, ampak ki morda lahko celo povzroči takšne nevšečnosti, kot je bila tista, ki smo jo videli pri Lewisu Hamiltonu. In to verjetno marsikdo je začel razmišljati, kaj bi bilo lahko takega, da je povzročilo tisti obrat pri Hamiltonu na edinem prostem treningu v vikendu, ki je bil posvečen veliki nagradi Kitajske. Da se bomo bolje razumeli, bomo tudi tokrat si pomagali z maketo. Tu je SF21. In mnogo je bilo govora o tako imenovani Macareni, kjer se zadnja pomožna profila zavrtita nazaj. In tudi sam sem nekako predvideval, da v tistem trenutku, ko sta profila postavljena navpično, generirata toliko zračnega upora, kar bi lahko vplivalo na stabilnost zadnje osi. Ampak gre samo za trenutek. In tu v razmišljanju sem ugotovil gromozansko napako, ki sem jo storil. A brez skrbi, podoben pogled z menoj delijo mnogi analitiki. Napaka je seveda velika, ampak ni tako očitna. Vsi se koncentriramo samo na zadnji aerodinamični stabilizator, ne na celoten bolid Formule 1. Namreč vsi smo iskali neko hibo tu, kjer bi morali nekako spregledati, da so vzroki za težave morda skriti nekje drugje. In sedaj verjetno marsikdo ne razume, o čem govorim. V sezoni 2026 imamo mobilno aerodinamiko tako na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju, kot tudi naprej. In tu je seveda ta skrivnost, zakaj Macarena v tem trenutku morda ne deluje. Spomnimo se, celoten obrat tistih dveh pomožnih profilov lahko traja samo 40 stotink ali 40 sekunde.
koliko časa pa traja sprememba kota na prednjih pomožnih profilih? Bistveno manj. In lahko se zgodi, da je pravzaprav vzrok, zakaj se je Lewis Hamilton tako lepo zavrtel na prostem treningu velike nagrade Kitajske, skrit prav tu. Namreč pri zaviranju je Hamilton praktično prešel iz tistega načina za ravnine, ko je bil zadnji profil obrnjen navzgor in prednja pomožna profila spuščena navzdol, v tisti način, ki je primeren za vožnjo skozi ovine. Njegova noga je pritisnila na stopalko za zavore in seveda dal je ukaz, da se je spremenil kot tako na prednjem aerodinamičnem stabilizatorju kot na zadnjem. Ampak na prednjem se je sprememba kota izvršila bistveno prej kot na zadnjem in posledično oprijem je bil tu za delček sekunde, morda 0,2 močnejši kot zadnji. In bolid, če ima oprijem na prednji osi in manjšega na zadnji, ko zavira, naredi samo nekaj. Zavrti se okrog svoje navpične osi. In to pomeni, da morda ta zadnji profil pri Ferrariju v bistvu deluje, ampak pri Scuderiji morajo nekako dobiti način, kako uskladiti ta obrat med prednjim in zadnjim aerodinamičnim stabilizatorjem. Šele nato bomo lahko videli pravi potencial. In tu je seveda vprašanje, kako jim bo to uspelo. Sam priznam, da ne vem, ampak oni so tam, oni imajo možnost to napraviti. Verjetno je tu tudi težava, da je tako imenovana Macarena še v neki preizkusni fazi, da nimajo potrebnih delov tudi za prednji aerodinamični stabilizator. Ampak menim, da v aprilskem premoru bi lahko videli tudi spremembe tu. Ampak danes upam, da smo skupaj ugotovili, kako je potrebno na bolid Formule 1 gledati kot na neko celoto in se ne ozirati samo na določeno podrobnost. Seveda, podrobnosti so pomembne, ampak če ne razumemo, kako delujejo v celotnem pogledu, nismo razumeli absolutno nič. Hvala za vašo pozornost. Nasvidenje.